Zdaj pa je na vrsti izobraževalni program. Torej, vsako leto vključujemo tudi izobraževalni program, saj je že naše zdravje za naše zdravje in obvladovanje diabetesa je izobraževanje in nenehno učenje velikega pomena. Vsak sam je odgovoren za svoje zdravje in dobro počutje. In dobro, da naše društvo skozi vse leto organizira razna predavanja, ki se jih še vedno ne udeležimo v dovolj zadostnem številu. Tema današnjega predavanja je bolezen ščitnice, ki nam jo bo predstavila predavateljica Mojca Savnik-Iskra, doktorica medicine in splošne interne medicine. Specialistka interne medicine. To imam z roko napisan, pa tako drobno, da ne vidim. Se upravičujem. Prosim, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in hkrati bi vam prenesla pozdrave gospe direktorice bolnišnice Brežice, gospe Anice Hribar, ki se mi včeraj povedala, da grem predavati vam in je rekla, prenesi moje pozdrave. Želiva obe en prijeten dan, da bi lepo zaključili občni zbor in upam, da vam bo moje predavanje tudi zanimivo. Jaz sem sicer malo na slabem glasu, malo si bom z vodo pomagala, ampak mislim, da bo šlo skozi, pa usedla se bom. Veseli me, da ste si izbrali za vaše predavanje še kaj drugega razen sladkorne bolezni. To kaže, da se zavedate, da je v bistvu naše telo preplet in prepogosto takrat se zgodi, da ko imamo eno bolezen, se na njo naveže še druga bolezen in je pomembno, da prepoznamo, kaj se v našem telesu dogaja. Cilj mojega predavanja je, ker je to eno zelo, zelo široko poglavje, da bi vam predstavila tisto najpomembnejše, kar bi vi prepoznali pri sebi, če bi do tega prišlo, in da bi potem seveda poskušali poiskati pomoč. To je cilj vsakega takega predavanja. Tu vidite na prvem posnetku sliko človeškega telesa, ki je res nekaj kompleksnega. V njem je povezano ogromno veliko organskih sistemov, od živčevja, dihal, obtočil, prebavnega trakta, urinarnega trakta, gibala, vse to pa je treba povezati. In dva povezovalna sistema pa sta živčevje, kajti od možganov prihajajo živčni končiči prav do vsakega organa in tkiva. Drugi sistem pa je sistem žlez z notranjim izločanjem, ki jim pravimo endokrini sistem. Te žleze pa delujejo tako, da svoje hormone izločajo v kri, kri pa veste, da spet pride do vsakega organa. Vsak sistem pa nekako deluje, bi rekla, kot vojska. Vse mora biti v nekem redu, v nekem poveljstvu in tako je tem žlezam poveljnik hipotalamus, to je žleza, ki se nahaja na dnu možganov, ki je tak vrhovni poveljnik, pod njo je še ena žleza voditeljica, to je hipofiza, potem pa ta žleza izloča snovi, ki potem vplivajo na vse ostale žleze, da delujejo primerno. Na ščitnico, recimo nadledvično žlezo, spolno žlezo. In pomembno je, zato vam to govorim, da je ta sistem negativne povratne zveze. Kaj to pomeni? Če je nekega hormona v krvi preveč, potem pride sporočilo do poveljnika, da je manjšo stimulacijo in žleza izloča manj. Če pa je premalo, je se pravi pot ravno nasprotna. Kot sem rekla, je ščitnica žleza z notranjim izločanjem, nastane zgodaj v razvoju otroka, v 3. nosečnosti se začne razvijati,
Žleza pa leži na vratu pred sapnikom in ima obliko metulja. Zato je tudi društvo, ki povezuje bolnike s to boleznijo, se imenuje ravno metuljčica. Teža ni velika, vidite, sestavljena pa je, kot sem rekla, žleza iz levega in desnega režnja, zato je žleza podobna metulju. Izloča dva hormona, ki jih imenujemo na kratko T3 in T4, to ste velikokrat videli na lističih napisano, in ta dva hormona potrebujeta za svojo nastanek predvsem jod in eno beljakovino, ki se reče tiroglobulin. Ščitnični hormoni so zelo, zelo pomembni, vplivajo že na razvoj in rast vseh tkiv, na presnovo vsega, kar zaužijemo, beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob, na to, kako se potroši energija v telesu. Pravzaprav zaradi tega, ker se izločata hormona v kri, dosežeta prav vse organe. Ker sem rekla, da bom poskušala biti kratka, bom najosnovnejše stvari povedala. Kaj je, kadar je hormonov v krvi preveč? Takrat smo v stanju, ki se mu reče hipertiroza. Kako se to pokaže, pa je spet odvisno od tega, kdaj to nastane. Ali to nastane v obdobju recimo majhnega otroka, ki šele raste, ali gre za že razvito osebo. Znaki pa so prevelikega delovanja hormonov, da je pospešen metabolizem, zato človek hujša, mu je vroče, se poti, na strani ožilja se to kaže in srca kot pospešeni puls, lahko celo motnje ritma nastopijo in te pogosto pripeljejo bolnike tudi v bolnišnico, naše urgentne centre in v bistvu potem nazaj grede iz teh motenj, ko raziskujemo, kaj je bil zanj vzrok, odkrijemo, da je bolezen ščitnice. Lahko je višji ta zgornji sistolični krvni tlak in nižji diastolični. Odraža se na nivoju živčevja kot utrujenost, lahko nervoza, razdražljivost, fini tremor. Velikokrat so ti pacienti v preteklosti, ko ni bilo tega znanja in možnosti diagnoze, so pristali na psihiatriji, kajti bili so razdražljivi, agresivni, veliko sporov so v svoji okolici povzročili in to jih je nekoč pripeljalo celo na psihiatrijo, pa se ni vedelo, zakaj so takšni. Ne? Če mišiče, ki je izpostavljeno prevelikemu količini hormonov, pa postane zaradi tega stalnega vpliva na akcijo oslabelo in potem na koncu mišice tudi oslabijo, atrofirajo. Kost zadene osteoporoza, prizadeta je spolna funkcija, ki se kaže pri mlajših ženskah kot motnje menstrualnega ciklusa, težko zanosijo take ženske, pri moških se povečajo pa žleze, dojke, ne, žleze te mlečne. Ne. Se pravi, vidite, celo telo je pod, bi rekla, burjo teh hormonov. To je ena slika, ki kaže možakarja, ki kar naenkrat se začne potiti in mu ni jasno, kaj se to dogaja. In še ena skrajna slika te hipertiroze je te izbuljene oči. Boste videli potem malo kasneje tudi pojasnitev za to. Kaj pa so vzroki? Vzroki so lahko bi rekla, v vsej tisti hierarhični lestvici, od vrha, od hipotalamusa, lahko se kaj zgodi pri hipofizi, lahko na nivoju same žleze. Recimo, to so lahko razni tumori. Potem zadnja leta so vse pogostejša tudi avtoimunska bolezni. Potem lahko tkivo v sami ščitnici se, bi rekla, izogne kontroli in začne rasti nekontrolirano in izločati hormone. Lahko seveda nastane tudi rakava tvorba v ščitnici. No, po drugi strani smo pa lahko tudi ljudje sami krivi, da naša ščitnica ponori. Velikokrat se to zgodi, to pa srečamo tudi v bolnišnici, da nekoga, ki je že nagnjen k obolenju ščitnice, pošljemo na preiskavo, vemo pa, da kontrastna sredstva v rentgenskih preiskavah vsebujejo jod in to kaj hitro iztiri ščitnico. Potem recimo prihajajo ljudje na urgenco z motnjami ritma in eno najbolj učinkovitih zdravil je kordaron. Ampak
Seveda ga damo, moramo se pa zavedati, da lahko povzroči stranski učinek v motnji delovanja te žleze in zato moramo spremljati potem tudi vsaj na 3 mesece v začetku, koliko je hormonov ščitničnih hormonov v krvi, da vidimo, ali je morda ščitnica iztirila. Ne pomeni pa, da bo pri vsakem. Možno je pa tudi pretirano jemanje teh hormonov, kadar jih kdo jemlje v terapevtske namene, bodi si, da se to zgodi slučajno, nehote, recimo, ko se je to dogajalo v teh covidnih časih, ko ljudje niso prišli do zdravnika in ni bilo možno narediti pravočasno kontrole, ali pa pri kom tudi namerno. Ravno obratno stanje pa je stanje hipotiroze, se pravi stanje, ko je v krvi premalo ščitničnih hormonov. Zdaj, vzrok, zopet sem rekla, od vzroka, kdaj nastane izraženost klinične slike. Splošno stanje pa je tako, ravno obratno. Če smo prej razburjeni, vzdraženi, je pa tak človek, ki mu manjka ščitničnih hormonov, apatičen, zaspan, slabo prenaša mraz, to je tudi tipično, je malo aktiven, zato se mu dvigne telesna teža. Tudi ti ljudje so včasih obtoževali lenosti, pa tudi depresije, pa je lahko hormonski vzrok. Koža postane suha, groba, debela, srce, ki je dolgo časa pod vplivom premajhnega števila hormonov, se razširi, popušča srčna mišica, okoli nje se lahko nabere voda, pogostejša je koronarna bolezen, se pravi zaužitev koronarnih žil, živčevje je prizadeto in to se kaže, ker je ta človek ves upočasnjen tudi njegov govor, gibi, nevrologi ugotavljajo potem podaljšane reflekse, v krvi se to kaže kot posebna anemija ali slabokrvnost. Glede prebavil je zmanjšan apetit, zaprti, ampak ker je človek v bistvu premalo aktiven, se kljub temu redi, pravijo, tako malo jem, ampak se redim. Tudi tukaj vidimo motnje menstrualnega ciklusa in tudi težave z nositvijo. Evo, to je taka ena še slikica, kjer najbolj tipične stvari kažem. Zdaj, kaj so pa vzroki? Zopet, enako. Vsi tisti v tisti kaskadi, ki vplivajo na izločenje hormonov, so lahko prizadeti od tega, da stane tumor. No, tu je tudi značilna ena stvar, recimo poporodna nekroza, ker je sicer zelo, zelo redko, ampak recimo jaz poznam eno gospo, ki se je prav po porodu zgodila nekroza na nivoju hipofize in mora celo življenje prejemati hormone, ker je v tistem delu hipofiza pač odmrla. Potem pa tako kot prej, ko sem govorila o pretiranem delovanju, tudi tu je lahko premalo delovanja, ker ščitnico prizadene avtoimunsko obolenje. Značilno pa je, da, kot sem prej rekla, gre za preplet. Neredko ta protitelesa napadajo istočasno tudi nadledvično žlezo, trebušno slinavko, ščitne žleze in tudi gonade, spolne žleze. Kako pa pridemo do diagnoze te bolezni? Seveda, priporočljivo je, da greste s težavami k zdravniku, da ne googlate, da ne iščete, ker potem imate vse. Ker je tako, dejansko je to skupek težav treba nekako pravilno povezati, da se ve, če ne si samo zmeden in si uničiš pravzaprav res svoje življenje in svoj duševni mir. Zdravnik vzame anamnezo. Ko pridete, se pravi, vi mu poveste vse tisto, kar vas muči. Tiste težave, ki sem vam jih prej povedala, da se zgodijo bodi si pri pretiranem ali pri preslabem delovanju ščitnice, nekaj od tega gotovo imate, drugače ne bi prišli v ordinacijo. No, potem vas zdravnik pregleda, s tem pri nas je pomembno, da pogledamo človeka, že s tem, ki smo navajeni, bolj bi rekla, prodorno pogledati, vidimo marsikaj, vidimo seveda težo, vidimo ali se znoji, vidimo razrečene lase, vidimo na prvi pogled povečano ščitnico, vidimo tremor, potem seveda zdravnik bolnika pretipa, ga tudi posluša srce, posluša pljuča, posluša tudi vrat, ker tudi lahko nad žlezo kaj vrni.
No in potem sledi laboratorij. Tisti osnovni laboratorij, zdaj mislim, da na nivoju primarnega zdravstva še ne delajo, pri nas pa delamo TSH, T3 in T4. TSH je tista substanca, tisti hormon, ki ga izloča hipofiza. In velikokrat se mi pacienti pritožujejo, zdravnik mi je dal pogledati samo TSH, ne pa T3, pa T4, ki kažejo funkcijo ščitnice. Dosti je. Najprej naredimo TSH. Če je ta normalen, se pravi, da je s hormoni vse v redu. Ker če bi bil on prenizek, potem bi sumili zaradi negativne povratne zveze, da je T3, T4 visok in seveda moramo to preveriti. In obratno. In to vam to naprej tudi piše. Se pravi, kadar je zvišan TSH, pomeni T3, T4 je premalo, dobimo stanje hipotiroze, zvišan TSH je stanje hipertiroze in potem gremo naprej raziskovati. Se pravi, kadar vidimo, da je teh hormonov ni prav, gremo pogledati običajno tudi scintigrafijo ščitnice, še bolj pogosteje pa ultrazvok, ki je bolj dostopen, kajti scintigrafske preiskave delajo samo laboratorij za nuklearno medicino, recimo vem, da je v Celju, pa v Ljubljani, medtem ko ščitnico pa delajo že marsikje in tudi marsikje tudi samoplačniško, kar ljudem dostopno, ker sicer je škoda, ampak je pa ena rešitev. Za ščitnico potem vidimo, ali v tej žlezi kakšen predel, ki nam ni všeč in tu lahko naredimo, napičimo z iglo, naredimo biopsijo in ta diagnostika nam potem najpogosteje pokaže vnetje ščitnice, spet kakršnokoli, različna so, ali pa tumor, kar je redkeje. Zdaj še enkrat imamo tu napisana obolenja. Dala se avtoimunska obolenja ali vnetje na prvo mesto, ker jih je danes dejansko največ. Potem so neimunska vnetja, to so bakterijska ali virusna, potem je golša, piše eutirotična, pravi golša, ki je lahko zelo velik gomolj, ki pa ima čisto normalno delovanje. Potem je avtonomno tkivo in maligni tumori. Zdaj so na vrsti najprej avtoimunska kot najpogostejša, to so 3 bolezni, avtoimunska hipertiroza ali bazodovka, ta izraz se pogosto uporablja, potem kronični avtoimunski tiroiditis ali Hashimoto, pa še endoktrina oftalmopatija, to je tisto obolenje, kjer smo videli izbuljene oči. Poglejmo bazodovko, rekli smo, da je to avtoimunska bolezen, za avtoimunske bolezni pa vemo, da se v telesu nekaj iztiri, da se začnejo tvoriti proti telesa, proti lastnemu tkivu. Naš imunski sistem je takšen, da bi morali proti telesa tvoriti samo proti tujcem, ki nas napadajo, proti bakterijam, virusom, glivam. V avtoimunskih boleznih pa začnemo napadati lastno tkivo in v tem primeru, kot gre za bazodovko, gre za napad na tkivo ščitnice, nastanejo proti telesa, proti receptorjem, se pravi proti tistemu mestu, kamor bi se morali vezati TSH hormoni iz hipofize. Ta protitelesa imenujemo TSI, kar je pomembno, da jih v laboratorijskem naročanju potem zdravnik naroči. In ta protitelesa pa je zanimivo, da ne zavirajo ščitnico, ampak jo stimulirajo, zato pridemo v stanje pretiranega delovanja ščitnice. To je v nekaterih družinah pogostejše nagnjenje, pa nažalost pri ženskah posebkrat pogosteje kot pri moških. Klinična slika se kaže z hipertirozo, ki sem jo opisovala čisto na začetku, in pogosto so prizadete še oči. Zdravnik najde povečano ščitnico, nad njo šumi, če posluša, človek ima to izpadanje las, se poti, hujša in nervozen, ima motnje ritma, kožne spremembe so lahko tudi laboratorije, tako kot sem vam rekla, s tem TSH, T3, T4, ampak zahteva tudi dodatno diagnostiko
to pa je določitev v teh protiteles in to pa delajo v specializiranih laboratorijih, tako da to ne bi žalostno, če ne morete opraviti v Brežicah, v laboratoriju tirologa, on to naroči. V 80% bo potem ščitnica tudi povečana, je pa zdravilo seveda, zato skupina zdravil večjih je, se imenuje tirostatiki, nekaj, kar ustavlja delovanje ščitnice in to tako, da zavira tisti encim, ki je potreben za proces nastanka sinteze ščitničnih hormonov. Je res, da moramo začeti z visoko dozo, ki jo potem nižamo, ampak zdravljenje traja najmanj kako leto. In ker tako posežemo v samo sintezo, nekaj naravnega, pa nismo natančni, ker ne moremo, ker najbolj idealna je narava, potem najpogosteje požgemo ščitnico toliko, da potem pa moramo še dodajati hormone po 4 tednih. Zdravljenje je potrebno spremljati, kajti lahko ta zdravila povzročijo kakšne kožne spremembe. Še pogosteje pa se bojimo, da zdravilo vpliva na naš kostni mozek in lahko zavre tvorbo krvnih celic, ki tam nastanejo, in v tem primeru je najbolj nevarno, da zmanjka levkocitov in se potem okužimo, lahko pride do hudih okužb, celo do sepse, ki so lahko smrtne. Zato je potrebno spremljati, da upoštevati bolnikova navodila. To ni trajno. Če do tega pride, potem samo zdravnik ali običajno prekine zdravljenje ali ga potem zmanjša odmerek. V glavnem, poslušajte, kadar vam svetujejo kontrole. Potem, kadar pa to ni uspešno ali da se zdravnik tirolog drugače odloči, se lahko dobi tudi radioaktivni jod ali pa se odločijo tudi za operacijo, ampak rečem, vsa ta zdravljenja so manj pogosta, ker zahtevajo večji angažma in zdravstva in so bolj nadležna za samega pacienta kot jemanje zdravil. Druga avtoimunska bolezen, ki prizadene ščitnico, pa je Hashimoto. Tudi tukaj imamo neko družinsko nagnjenost, dedno nagnjenost. Tu pa nastanejo protitelesa, v bistvu proti tisti beljakovini, ki je potrebna, da nastane ščitnični hormon, ali pa proti samemu encimu. Se pravi, v sam proces zopet. Ta protitelesa imajo druga imena. Tudi tukaj zopet vidimo povečano ščitnico, spet se lahko pojavi v odrasli dobi, pa že tudi v otroštvu, tudi po porodih lahko nastane ta avtoimunska motnja. In prav tipičen pacient je mlajša ženska, ki pride po pomoč, da ima neko motnjo ritma. Tu je ščitnica povečana, trda, kar odkrijemo z ultrazvokom, potem sledi laboratorij in potem punkcija. Zdravila so pravzaprav enaka, z njimi pa vplivamo na sintezo hormonov v ščitnici in potem s časoma, ker požgemo dosti ščitnice, uničimo, moramo hormone dodajati, kar je pogosto res trajna terapija potem. In tudi pri tej terapiji pravzaprav se včasih ljudje upirajo, ker mislijo, da se bo stvar pozdravila. To so tako kot pri pritisku. Pritisk v določeni starosti pride, ker se staramo, ker prihaja do degenerativnih sprememb celega telesa in potem z zdravili proti visokemu pritisku vzdržujemo normalni pritisk. Tako s temi zdravili tudi vzdržujemo normalno stanje hormonov ščitnice, kar je pomembno za naše telo in normalno funkcioniranje. No, potem je pa še ta tretja avtoimunska bolezen, ki zajame ščitnico, se pa kaže na očeh tudi. Tu pa je ta endokrina oftalmopatija, kjer pa nastanejo protitelesa proti mišicam, ki so za zrklo, našim zrklom in omogočajo, da mi pogledamo levo, desno, gor, dol. Zaradi tega se te mišice lahko povečajo 8 do 10-krat in zdaj vam je jasno, zakaj so oči izbuljene. One se niso povečale, ampak v očesni dupli ni več bilo prostora zaradi teh povečanih mišic in je prav zrklo potisnilo naprej. In
v 80 do 90%, se pravi skoraj v vseh procentih, je povezano z bazedovo s tistimi protitelesi. Zdaj, kako to pacient občuti, dokler ni prav teh izbuljenih oči, najprej opazi, da ga moti svetloba, pa ima v očih občutek tujka, oči, ki so odražene, se solzijo, seveda s časoma je tudi omejeno gibanje zrkel, zaradi tega s časoma tudi dvojni vid prihaja, ker ne moremo dobro pokrivati z vekami in utripati, se veznica izsuši, lahko nastanejo razjede, okužbe, potem sekundarne bakterijske, in vse tako daleč lahko gre in šlo je v preteklosti, da je prišlo do poškodbe vidnega živca, tako, ki se je zopet kazalo, najprej ni bila slika ostra, potem vidno polje zoženo in pripeljalo je tudi samo obolenje ščitnice, potem do oslepitve. V diagnostiki je pomembno, da naredimo čim prej ultrazvok, da naredimo laboratorij in seveda pri tem primeru se mora vključiti tudi okulist. Zdravljenje v tem primeru je to urgenca. Zelo hitro je treba zdraviti, zdravimo pa in obolenje ščitnice in seveda dajemo tudi kortikosteroide, zdravilo, ki je zelo učinkovito, ki pa ima sicer veliko stranskih učinkov, ampak na srečo ni dolgotrajna terapija, ki lahko povleče to endokrino oftalmopatijo skoraj v normalno stanje in se zopet vrnejo v normalno velikost in nimamo izbuljenih oči in posledic. Potem so neimunska vnetja, lahko so virusna ali bakterijska. Bakterijska so zelo redka, ampak jih ni možno spregledati, kajti če bakterije napadajo ščitnico, je ta ščitnica nekoliko povečana, ampak zelo boleča, rdeča, celo koža nad njo je rdeča, ščitnica je že najmanjši dotik občutljiva in bolezen spremlja visoka temperatura, čez 38 stopinj Celzija. Že splošni zdravnik vidi preko laboratorija, da gre za eno hudo vnetje, preko tega, da pogleda sedimentacijo, CRP, levkocite in če jo nabodemo tako ščitnico, priteče gnoj. Seveda, ker gre za bakterijsko vnetje, so na prvem mestu antibiotiki, seveda tudi proti vročini antipiretiki, analgetiki proti bolečinam in če je nekaj tak, če je v bistvu diagnosticiran gnoj, ga je treba prerezati, gnoj mora iz telesa ven. Drugo vnetje je pa virusno, je pa veliko pogostejše, in pravzaprav tako, na 100.000 na leto se zgodi in večinoma pravzaprav gre to vnetje neprepoznano, ker spremlja naše okužbe zgornjih dihal. Smo prehlajeni, imamo kak bronhitis, kak vnetje sinusov, to večinoma smo do zdaj, ko ni bilo covida, tudi prehodili in veselo hodili tudi v službo, ker nam ne bi nišče verjel, da smo bolani, če malo smrkamo, in seveda, ker nismo dali telesu počitka, ker tu je pa osnovno, da mu damo čas, da se pozdravi, kajti pri bakterijskih boleznih imamo antibiotiki, pri virusnih pa nimamo, se potem to virusno obolenje lahko razširi na ščitnico, ki je boleča, ampak ne tako kot pri bakterijskem vnetju, je povečana, malo moti in požiranje, koža pa absolutno ni pordela in tako na zunaj se niti ne vidi. Imamo tiste zoprne temperature 37, 2, 4, 5, tiste, s katerimi komod vse lahko naredimo. Gremo v službo, delamo gospodinjska dela, se ne uležemo, ampak naredi pa svoje. Tudi laboratorij ni izstopajoč. Malo zvišana sedimentacija, malo, neveliko CRP, normalni levkociti, ampak ščitnica pa oboleva po svoje, najprej ima fazo pretiranega delovanja, potem pa pride na fazo izčrpanosti in hipotiroze. To potrdi tudi funkcija, če pridemo do tirologa, običajno res pri izključevanju teh subfebrilnih temperatur, teh malih temperatur, ki trajajo mesece, le pridemo tudi na koncu lahko do tirologa, ampak običajno takrat že pravzaprav nekaj narediti,
Če je ščitničnih hormonov premalo, nam sledi jemanje teh zdravil in to je to. Bolezen pravzaprav ni nevarna, ampak je moteča. Ne? No, potem je pa taka euteropična golša, kjer izraz golša poznate, ne? To je nekaj tako velikega na vratu, ampak nikoli si ne bi mogel misliti, da pa so hormoni lahko pri takem stanju popolnoma normalni. In tudi človek se počuti normalno, razen da si ni sam sebi všeč, ne? Da ga lahko moti, ker ga pritiska, da teže požira, potem ko je večje, ne? Da to ni lepo videti, ampak nima ne znakov hipertiroze, ne znakov hipotiroze, ker je hormonov pravzaprav normalno, če pogledamo kri, ni vnetje, če pogledamo kri, punktiramo, ni malignega obolenja. Lahko se pokaže kot ena taka cela povečana ščitnica ali pa sam kakšen takšen, bi rekla, nodus. Ne? Zdaj, kaj do tega pripelje? Če se spomnite svojega otroštva, mladosti, veste, da je bilo tega veliko več. Ne? Zdaj res redko koga še srečaš, ker osnovni vzrok pa je bilo pomanjkanje joda v prehrani. In zaradi tega pomanjkanja joda, ki ga rabimo, da bi ščitnični hormoni nastali, potem hipofiza odzgoraj stimulira, potem se izločajo neki lokalni rastni dejavniki, da bi iz te ščitnice le nekaj več potegnili, da bi dobili te hormone. Ne? In zato se to tkivo poveča, hipertrofira na nek način. Včasih so nastajale že v otroštvu, mladosti, tudi tu so ženske zopet pogosteje. In nekateri kraji, nekatera območja geografska so prav temu bolj izpostavljena, vemo, tisti alpski deli, Švica in tudi Slovenija spada v to endemsko področje. In že v tisti stari Jugoslaviji pred drugo svetovno vojno je bila že ta javna medicina toliko na nivoju, da so testirali in so videli, da ima 58% šoloobveznih otrok golša. Zato niso testirali, gledali so, kdo ima dolgovšal tako. Ne? In potem po drugi svetovni vojni od leta 1953 je bilo v Jugoslaviji zapovedano, da se jodira voda, da se jodira sol in dajali so 10 mg kalijevega jodida na 1 kg soli. No, potem smo od leti 91 do 94 pa imeli spet eno presejalno raziskavo in so v Sloveniji gledali 1740 13 let starih osnovnošolcev in so videli, da ima spet še vedno 79% ne golše, ampak povečano ščitnico in potem smo leta 1999 povečali to vsebnost joda v soli. No, ni pa razlog samo jod, lahko to povzročajo tudi nekatera zdravila, nekatera zdravila proti zdravljenju epilepsije, pa en antibiotik sulfonamid, pa nekatera tudi zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, pa nekateri antireumatiki, pa antidepresivliti. In tisto, kar lahko dela golšo, pa ljudje ne vedo, je tudi kajenje. In na koncev tudi industrijski onesnaževalci, se pravi vplivi okolja, na kateri pa žal mi kot posamezniki nimamo vpliva. Od velikosti žleze je odvisno, kako bo ta pritiskala na nas, na požiralnik, na sapnik in povzroča lahko dušenje, lahko motnje požiranja, hripavost. In zanimivo je, da je pri ženskah v rodni dobi tudi ta ščitnica pod vplivom hormonov in se povečuje tekom ciklusa in zmanjšuje. Seveda tudi odvisno je tega, kako hitro nam zraste, ali ta golša raste leta in se tudi druge strukture na vratu temu prilagodijo, ali gre to zelo na hitro. No, zdravljenje je seveda tako, da damo človeku ščitnični hormon, ker potem zavira tistega njegovega vrhovnega poveljnika, da bi ga še bolj stimuliral. Kot veste, se ta zdravila dajo kot prva zjutraj, rečemo na tešče pred vsemi ostalimi. Običajno je tam začetni odmerek 25 mikrogramov in se potem zvečuje, odvisno od tega, kaj najdemo potem ob kontrolah laboratorijskih. Pri
Pri veliki golši je zaradi pritiska to treba operirati, ali pa če zdravljenje z hormonom ni zadostno. Operiramo ne radi, ker se vedno lahko kaj poškoduje. Ne? Pa tudi radioaktivni jod pride v poštev, kadar je rizik za operacijo prevelik. In potem smo pri zadnji skupini obolenj, to so pa rakava obolenja ščitnice, ki lahko prizadenejo tudi ta organ kot vse ostale. Proti ostalim malignim obolenjem je redko, predstavlja 1%, ampak seveda, kadar se zgodi, pa je lahko navadno usodno. In najdemo jih okoli 150 na leto v Sloveniji, spet smo ženske pogostejši kandidati za to obolenje. Da bi pa vedeli, ali gre za ali ne, je pa res tisto ključno, da se ščitnico punktira in pogleda tkivo pod mikroskopom. In na osnovi tega tudi razlikujemo 4 tipe, ki so, glede na tega, iz katerega dela, iz katerih celic, ne, gre za ene ponorele celice, ne, ki grejo svojo pot. Vzroki so, včasih je bilo pomanjkanje joda, lahko tudi vzrok za malignom, ampak za tisti papilarni, ki je najmanj nevaren, ki najbolj počasi raste in najmanj metastazira. Dokazano pa je, da ionizirajoče sevanje ni dobro za našo ščitnico, to se je pokazalo pri bombah atomskih v Hirošimi in Nagasakiju. Ogromno je bilo potem malignomov ščitnice na Japonskem, tudi tam, kjer so delali jedrske poskuse, to ni bilo dobro za ljudi. Kar 27-krat več je možnosti za malignom. Tudi pretirano, bi rekla, pritisk na zdravnike za rentgenska sevanja niso dobra. To ne biti jezni, kadar zdravnik pljuča ne bo 10-krat poslikal ali pa bo rekel, lejte, dokaj vas jaz poslušam, pa ne slišim, pa gre bolezenstvo, mislim, okužba, pravilno, ne se dati izpostavljati, ker ti obsevanja se kumulirajo. Ne, da si ti letos obsevan, pa tako pa recimo, ko prekazni, pa se pa briše, to se nam sešteva skozi celo življenje. In bolj dovzetni so mladi ljudje, posebej otroci. Kot za druge maligne bolezni je tudi dednost dejavnik tveganja, pri nekaterih družinah je to pogosteje in pri nekaterih vnetih se raje potem kaj sprevrže maligno obolenje. To so napisane te razne vrste, ta papilarni, kot sem rekla, je ta, ki nastaja tam, kjer je premalo joda, je, hvala Bogu, najpogostejši in ima najboljše preživetje. Anaplastični, to je pa ta, ki ga je sicer malo, 5-10%, pa lahko že v nekaj mesecih metastazira v jetra, pljuča, možgane in ima slabo potem seveda prognozo. Običajno sam pacient zatipa neko zatrdlino, ki pa ni boleča. In to, kar nas ne boli prepogosto, potem tudi zanemarimo, da bi potem dalje raziskovali. Potem se pojavijo še povečane bezgavke na vratu, prepogosto pa pridejo ljudje z težavami z dihanjem in se potem izpostavi, da rentgenska slika ne pokaže pljučnice, ampak že metastazo. In podobno je tudi na kosteh, jetrih. Diagnoza, kot sem rekla, samo biopsija in histološki, se pravi pogled z mikroskopom odkrije, operacija je pa edina možnost zdravljenja, ki se ji potem še doda obsevanje in pa kemoterapija. In smo pri zaključku, se mislim, da sem že skoraj predolga za občni zbor. Bolezno ščitnice ima v Sloveniji 200,000 do 300,000 ljudi, ki so združeni v društvo Metuljčica. Letno na novo zboli okrog 4,000 ljudi, katerokoli od teh obolenj, ki sem jih povedala. Da si zapomnimo to, da je pogostejše pri ženskah, zato moramo biti še bolj pazljive. To ima gotovo povezavo z našim spolnim hormonom, estrogenom. Potem, kot vsako druga obolenja, tudi obolenja ščitnice naraščajo z starostjo. To pa, kar je posledica novodobnega življenja, pa je, da nam se povečuje število avtoimunskih bolezni in tudi karcinoma, manj pa je na srečo golšavosti pri mladih.
In kaj lahko naredimo sami, da smo pozorni, da se opazujemo, da če imamo bolezen ščitnice v družini, potem pri drugih družinskih članih prej pogledamo ščitnične hormone, recimo ta TSH na 5 let. Če je maligno obolenje ščitnice v družini, potem je možno tudi genetsko testiranje, tako kot pri malignomu dojke. Zdravo se prehranjujemo, ampak tu ni nekaj posebnega navodila. Zdrava prehrana, ki varuje srce, ožilje, ki vam preprečuje sladkorno bolezen, vam preprečuje tudi bolezni ščitnice. Za jodirano sol nimamo veliko vpliva, ker jo kupimo. Telesna aktivnost je tako dobra za vse in bodite aktivni, kolikor se da. In opuščajte kajenje, ker je prav znano, da v tem cigaretnem dimu je tiocianat, ki zavira vstopanje joda v ščitnico in zato nastaja manj hormonov in pride do bolezni ščitnice. Na to pa v bistvu dejansko pa lahko najbolj vplivamo. To je pa z moje strani.